Jaz sem vam prinesla malo sonca. Pa vidite, jaz ne. Sončka ne da, ampak bo. Sneg, da se stopil, pa da je nazaj sonce sija. Lepo pozdravljene. Tu je bil nekoč moj dom, veste koliko, 26 let sem jaz to učila. Pridne otroke, pa poredne otroke, ne, vsi so bili pridni. Ja. To sem že spodaj povedala, ko sem prišla sem na šolo, ni bilo tako lepo, kot je zdaj. Ne? Na šoli so bile tiste stare pode, namazane, dišalo je kakor v kakšni bencinski črpalki. Potem peči smo imeli na žagovino, tista žagovina včasih eksplodirala in potem se je tako kadilo, ker se nismo videli noter, je bilo luškano. To so tisti vaši starši ali pa vaši detki se še bodo tega spomnili. Ne? Potem sem pa seveda nekaj časa jaz bila pomočnik, toliko časa, da smo dali centralno napraviti, pa v parket noter napraviti. Kdo vas je navdušil za pisanje? Za pisanje me je navdušil moj prvi profesor slovenščine. Ko sem bila stara 15 let, še niti ne. Nam lahko predstavite nekaj vaših uspešnih del? Ja, ne vem, težko bi izbirala, katera so uspešna, pa manj uspešna, gotovo vsa niso enako uspešna. Najbolj sem bila seveda navdušena nad prvo knjigo, pozneje pa še tudi, namreč zdaj bo tudi ena izšla nova, se že tiska. In tako da človek težko reče. Ne? To je tako, kakor če ima mama dosti otrok, tudi ne more reči, kjerega ima najrajše, če glih mogoče, kjerega ima najrajše. Ne? Kaj ste pogosto poudarjali pri pisanju? Kaj jaz pogosto poudarjam še danes? Bodi dober človek. Bodi prijatelj, imej rad vse, kar je živo, imej rad živali, imej rad naravo in ostani dober. In probaj pomagati, kar se komu pomagati da. Zato, ker tudi živali, recimo ravno zdaj v tem zimskem času, jih je treba hraniti in treba pomagati. One so del nas in če so na svetu, jim je treba pomagati. In to sem vedno v šoli tudi rekla učencem. Imeli smo vse po oknih ptiče krmilnice gor, smo rekli, treba hraniti zdaj, ko nikjer nič ne najdejo. Ne? In bodi dober, in to je bil en pozdrav, zdaj, ko se srečamo z učenci včasih, me pozdravijo zadnjič sem se srečala s enimi, ki so zdaj stari 50 let. Pa smo imeli srečanje, skoraj sem je ne več poznala, ti moji učenci, ne. Nekatere sem poznala, postavili smo me vrsto tam, pa ste rekli, povejte, kdo sem jaz. No, vse sem poznala, edino dve sta bili pa tako elegantne, kaj jih res nisem mogla prepoznati. Ampak tu ste videli našo šolo, to je slovenska književnost in tu boste videli, takrat so se učenci vsako leto na koncu leta slikali, veste, fotografirali so se. In tu boste našo šolo našli pa kuharico našo. To je tukaj pred šolo slika, to so bili učitelji, to je kuharica ven pokukala, zadaj. Ja, na tej strani spodaj, ne, to na južni strani. No, to boste pozneje lahko bolj pogledate. Napisali ste tudi avtobiografijsko knjigo. Je bilo to knjigo težje napisati od drugih? Ja, bilo je težje, to je ta, ne. Bilo je težje napisati, ker se ravno tisto leto zelo hitela, ker sem izgubila sina, ne. In hitela sem, zato je tisti konec tudi mogoče malo površno napisan, ker sem se bala, da bi se mi kaj zgodilo, pa knjiga ne bi izšla, ne, razumete. To je avtobiografija, to pač človek napiše, ko je starejši in se vsega nazaj spominja. Zato pa imate tu noter vse slike, to ste pogledali, ne, iz otroških let, iz otroških spominov, iz te šole, kjer sem preživela velik del
26 let, to je že dosti, ne? Ja. In kako se zdaj počutite, ko ste se spet vrnili na to šolo po dolgih letih? Kot bi prišla domov skoraj. Čeprav je vse spremenjeno, pol olepšano, takrat je bilo tu samo navadno podstrešje in veste, kako so šole rekli? Golobinjek. Gori tam v stolpu je bilo polno golobov. In jaz sem seveda bila tudi tista, ki sem rekla, deca, da nam kakšen kruhek ostane, dajmo jim. Ne? In zato so bili tu golobi doma. In čeprav je bila to častitljiva šola, je bila zgrajena za gimnazijo in sem je hotel priti Miško Kranjec, je šel sem na sprejemni izpit, pa je sprejemni izpit napravil, sem pa ni prišel, ker ni imel kje stanovati. To je bila za gimnazijo zgrajena in to je bila takrat moderna, najlepša šola v bližnji in daljni okolici. Gimnazije so morale biti lepe. No, zdaj ima polno prizidkov, pa je že tisto osnovno obliko izgubila, razen tu na cesti že še takšna, kot je bila. Ne? Tudi spominska plošča je gor in se je imenovala nekoč šola Karel Lestovnik Kajuh. Ta Kajuhova mama je prišla sem na obisk, smo imeli to in tudi slabo je tu postala, tako da so v bolnico tu pelali. In tako da ste lahko ponosni, to je bila stara, najstarejša gimnazija. Poznejša, tam, kjer je danes gimnazija, so zgradili pozneje. Ne? Mislim, 51 ali 52 leta. Do takrat pa je bila tu najprej osnovna šola, od 5. razreda naprej pa se je imenovala nižja gimnazija. Predtem zgrajena je pa bila za popolno gimnazijo, od 8 razredov gimnazije je bilo nekoč. Ne? In ta boljši učenci so hodili sem potem na gimnazijo. Ne? In sem se počutila dobro. Moram reči, sem si prav želela, da bom enkrat prišla sem, ker sem toliko šol obhodila, Bradgone, sem bila vse, ravno za Prešernov dan, vse povsod in sem si želela, da pridem enkrat sem na to, na svojo staro šolo. Nazaj, res. 10 let sem učila 1. razred, potem sem šele šla študirati v Ljubljano in potem pa, ko sem diplomirala iz nemščine in slovenščine, potem sem tu začela učiti slovenščino in nemščino. 10 let sem pa učila v Gederovcih, tam mala 1. razred. Jaz sem imela vedno B razred, pa A razred. Ne? Ja. In potem smo šli v Maribor v opero. In smo imeli v šoli enega, pa ne enega, več takšnih malo porednih dečkov. Ne? In drugi dan pride v šolo z avtobusnega prometa, pravi, veste kaj, vaši učenci so en sedež tam prerezali na zadnje vrste. A res? Najprej smo rekli, da ni res, je rekel, ja, vam pokažemo. Potem pa smo morali verjeti, seveda. Zdaj bo treba sedež plačati. In je bila res taka dolga vreznina z nožem prerezom. Kdo je tam sedel? Potem pa en dečko, tistega so napeljali najprej reže, kot je drugače umiren fajn bil, ampak ovi so ga hecali, če vi pač to naredite, ne? In ovi je to naredil, pa bomo. Potem pa gremo vsako leto smo pa šli na šolski izlet. In tisto leto smo šli na šolski izlet na Gorenjsko in je bilo seveda oba razreda. In zdaj tega dečka v razredu, razredna skupnost, predsednica razredne skupnosti, tega dečka treba kaznovati. Ne bo šel na izlet za kazen. Vi pa veste, kak je, mi smo že vedno tam, kamorkoli smo šli, smo že vedno prej kosilo naročili, tam smo spali, vedno, in kosila imeli, potem pa seveda pravimo on ne bo šel, ne sme iti. Moj učenec je bil, zdaj to smo pisali 2 črtice. Pridem zjutraj, meni ga je žal bilo. In te smo najprej rekli, če je tisto drago, bomo v šoli zbrali denar, pa bomo mi tisti sedež plačali v avtobusu, pa bo fant šel. Ne. Razred je rekel ne. Predsednica razredne skupnosti je rekla, mi smo jih glasovali, da ne bo šel, pa ne bo šel. In si predstavljate, zjutraj ob 5. je bilo treba se tu zbrati na tej strani, na dvorišču, pride avtobus. Pridem jaz tja in tu pred kuhinjskimi vrati, ker je kuhna bila, tu je bil vhod, zagledam tega fanta. Peter me bo ime. In Peter je imel tisti nahrbtnik s seboj
Meni ga tako žal bilo, kuharca kavo ven nam prinese. Pa sem rekla, Peter, pa ti veš, kaj ne smeš iti? Ja. Peter pa bi rad šel? Ja. Kaj zdaj, grem v avtobus? Ne. Pa sem rekla, vprašam učence, pa sem rekla, učenci, ste videli Petra? Ja. Pa ima nahrbtnik s seboj? Ja. Pa sendvič ima tudi noter? Sem rekla, ja. In pridem v avtobus, učenci, oprostimo mu, pa vzamemo ga s seboj. Ne. Se razred zadere. Niti ne naši toliko, sporedni, ne. Te pa sem rekla, dvignite roke tiste, ki ste za to, da bi vseeno jim oprostili, pa bi šel. Kaj mislite? So izglasovali ali niso? Ne, najprej ne. In meni je že šlo na jok, on je pa tu pri vratih stal. Kuharca pride s kavo, nate še kavo pride, ne, ura že 5:45, začne reco, gremo. Pa še zmeram tam čaka. Grem še enkrat nazaj. Pa sem rekla učenci, gledajte, veselil se je, vsi smo se veselili, vse, in zdaj ga bomo pustili doma. In to je zadnji izlet, 8. razred, ne, to je zadnji izlet. Kaj bomo napravili? Dvignite roke tiste, ki ste za to, da gremo. Pa ga vzamemo s seboj. In te pa bila že prek polovica. Sem rekla, Peter, odi, gremo. Sem rekla, Peter, pred vsemi te obljubi. Ni treba, da boš bolj priden, kak so drugi, ampak tudi bolj šleht ne smeš biti, kak so drugi. Obljubiš, ja. Pred vsemi obljubiš, ja. Sedi se. In smo se peljali in vam povem, tak normalno priden je bil, kak vsi drugi, ali pa še bolj. In zdaj, da ga vidim, zdaj je že dedek. Pa ga srečam, dedek je že, pa tistega vnuka pelje tam pred zvezdo, pa pravi, viš, to je tista tovaršica, kar sem ti pravil. Sem rekla, vidite, to si ljudje zapomnimo iz šole. Šoli so problemi, ne? In potem sem ga vseeno vprašala, sem rekla, ti, a si plačal tisto? Sem rekla, znaš kaj, mi ti bomo to poravnali, če je za plačati. Ne, je pravo, sem že plačal tisti sedež, to so te tam zakrpali, pa malo zalepili, to je ta plastika. Jaz nisem imela nikoli problema, kot so imeli ljudje problem, kaj bom, ko bom velik. Jaz sem od malega naprej znala, kaj bom, in nikdar ne bi nič drugega bila. In ljudje so potem, ja, je slabo plačani, pa učenci so poredni, pa še se nisem nikdar tega bala. Meni je bil to najlepši poklic. In če bi se še enkrat rodila, bi šla spet na šolo. To je bila ena taka luškana smrkla, kakor vidite, tu sedi na tračnicah, ne, vidite na tračnicah. Doma se je svadila, ne, doma, in vi se tudi včasih, jele? Ja. Ja, pa se ne smete. Ona se je doma svadila, pa odlišla, potem me pa tam po Nemčiji krožila, pa sedela potem tam na tračnicah, vseh mogočih veselih družbah je bila. Nazadnje pa, kaj mislite, kam je šla? Domov. Ja, domov. Nihče ni vrat odprl, potem je pa prišla domov, ne. Učitelj, zdravnik in deloma tudi sodnik bi morali biti čustveni ljudje, ki bi imeli razumevanje do drugih. Če si ti v neki pisarni pa neke papire preobračaš, isto lahko delaš, ne? Ali pa v tovarni, če si za tekočim trakom, boš pač šivo gumbe ali kaj boš delal. Ampak če imaš pa opravka z ljudmi, pa moraš biti človek. Tisti človek, ki je napisan z veliko začetnico. Moje ime je Damjan in to je moja zgodba.
živim normalno življenje, imam prijatelje, sem normalen mladostnik, želim živeti svoje življenje do polnega. Pogled pove več kot 1000 besed. Smo res tako slabi? Mogoče smo res. Svet ni vedno rožnat. Življenje ni vedno lahko. Družina, delo, šola, ljubezen. Včasih je vsega preveč. Imel sem možnost. Zapravil sem jo. Želim si, da bi lahko čas zavrtel nazaj. Lahko je tudi drugače. V življenju imaš na voljo različne poti. Izberi pravo. Dokažimo svetu, da smo lahko boljši. Predsodke odpravimo z dobrimi dejanji. Zaupaj vase in v svoje sposobnosti. Uresničuj svoje cilje. In z dvignjeno glavo vstopaj v nov dan. Moje ime je Damjan. In kakšna je tvoja zgodba?
set the sail for the infinite and infinite. I've set the sail for the infinite and infinite. Threw away the mail for adrenaline adventure. Threw away the mail for adrenaline adventure. Slow dance trapped in a mail. It's a whirlwind that keeps dragging me up to the sun. Rain now, rainbow, burn my wings. Rain now, rainbow, burn my wings. Sweep across the minefield, but I ain't leading no army. Sweep across the minefield, but I ain't leading no army. I ain't playing defeat, no fighting for victory. I ain't playing defeat, no fighting for victory. Now what I've done, you see, ain't nothing gonna clean me. Nothing's gonna clean me, not even the ocean sea. Blow like a hurricane, spin the wild circle. Blow like a hurricane, spin the wild circle. Ain't nothing gonna stop me from invading new territory. Nothing gonna stop me from invading new territory. Talk like a breeze, sing through thread strings, scream basic truths, but only the silence you can trust. Now what I've done, you see, ain't nothing gonna clean me. Nothing's gonna clean me, not even the ocean sea. And what that mirror shows is a puzzle of facts, glowing through moody waters. And deep down, something is arising. The surface shakes, oh, the surface shakes, yeah, the surface shakes.